Moram reči, da kar razumem v njem obiko, ker kot že sam naslov napoveduje, se nam obeta zlati križ. Zelo bullish signal. In seveda, kot obljubljeno v prejšnjem videu, vam danes predstavim še en bullish vzorec, ki ima kar veliko možnost, da se formira. Lep pozdrav, z vami sem Explicit in preden se podamo v analize, bi vam rad povedal, da sem pod prejšnjim videom dobil zelo dober komentar. Dobil sem namreč vprašanje, kako se na grafu nastavi EMA. Da bo vsem lažje in ker tudi sklepam, da se marsikomu ne da brati, sem se odločil, da bom v ta video vključil en kratek tutorial, ki pokaže, kako se to zrihta. Torej, 21 EMA. Ok, pred sabo imamo čisti Bitcoin dnevni graf. Kliknemo na gumb Indicators. V iskalnik vpišemo EMA in nam že tudi priporoča tukaj Moving Average Exponential. Kliknemo nanj in zapremo iskalnik. EMA, ki se nam prikaže na grafu, ima privzeto nastavitev 9, kar nam pa ne pomaga kaj dosti. Zato gremo z miško v zgornji levi kot grafa čez EMA, da se nam prikažejo dodatne opcije in kliknemo na ikonico za nastavitve. V okenčku, ki se nam prikaže pod Length, napišemo 21 in kliknemo OK. In tako, zdaj imamo na dnevnem grafu 21-dnevni EMA, če pa prešaltamo na tedenski graf tukaj, pa dobimo 21-tedenski EMA. Ekola, to je bil današnji kratek tutorial, v naslednjem videu pa vam predstavim, kako se lahko naštima podoben EMA, kot ga imam jaz. To je indikator, ki napoveduje križe smrti in zlate križe, eden izmed teh se nam bliža zdaj v bližnji prihodnosti. Da pa ne zamudite naslednjega videa, je najboljše, da se vpišete in nastavite obveščanje. Ok, zdaj pa pojdimo naprej na analize, potopimo se v grafe. Pred sabo imamo naš Bitcoin dnevni graf. To je naš potencialni rising wedge oziroma naraščajoči klin iz prejšnjega videa. Kot vidimo, tukaj smo ga prebili dol in skoraj takoj prišli nazaj gor in not. Torej imamo false breakout. Zgornji trendline bom trenutno izbrisal, imel ga bom še naprej v mislih, če bo slučajno v prihodnosti kaj rabil. Spodnjega pa bom premaknil na novo točko našega breakouta. Tukaj še malček popravim. In če upoštevamo to zgornjo stranico našega trikotnika in tale naš novi trendline, kaj dobimo? Tako je, bullish kanal. In zanimivo, zdaj smo s ceno točno na robu tega našega trikotnika in v bližnji prihodnosti bomo videli, kaj bo prevagalo. Ali trikotnik in se spustimo dol, ali pa bullish kanal in prebijemo trikotnik. Tukaj se tudi zelo lepo vidi, kaj se bliža, tako je, to je zlati križ. In trenutno, če ne bomo imeli dosti velikih premikov, se planira za 12. september. Naravnost neverjetno pa je, kako se med tem bullrunom odbijamo od 21-dnevnega EMA. To je dnevni EMA. Ne vem, če smo se že kdaj tako, to je namreč dnevni EMA, ki ponavadi ne postavlja neke meje. No, tukaj je zagotovo pomagal še 200-dnevni EMA. Zelo zanimivo je tudi dogajanje na RSI. V prejšnjem videu smo potegnili tale trendline. Spustili smo se dol, se vrnili nazaj gor in smo ga očitno prebili. Tako da je invalidiran in ga bom kar zberisal. Imamo pa še vedno bearish divergence. Vrhovi cene so namreč vedno višji, vrhovi RSI pa vedno nižji. Tudi tokrat. Da izničimo tale bearish divergence, moramo narediti višji vrh od tega le tukaj. Je pa volumen zadnje čase res kriminalno nizek, to ponavadi ni dober znak. Altcoinov si že dolgo časa nismo ogledali, to je dnevni graf tržne kapitalizacije altcoinov. Zaenkrat kaže zelo dobro, je pa seveda vse odvisno od Bitcoina, zato se večinoma posvečam njemu. Trenutno dosegamo prejšnji vrh in kot kaže tukaj, formiramo bullish kanal. Glede na to, da smo pri prejšnjem vrhu, lahko pričakujemo spust, saj tudi RSI že nakazuje tukaj prekupljenost in potem ponovno rast. Ampak ponavljam,
vse je odvisno od Bitcoina. Še kot zanimivost, tukaj smo očitno imeli bearish divergence, kot vidimo tukaj višji vrh, tukaj pa vrh in nižji vrh, in potem smo ga invalidirali s tem višjim vrhom, ki smo ga ravno kar postavili. Pa smo končno tukaj v delu videa, kjer vam prikažem bullish vzorec, o katerem sem vam govoril in ki ima kar veliko možnost, da se izriše v bližnji prihodnosti. Imejte v mislih, to je trenutno le špekulacija. No, poglejmo si, kateri je. Torej, imamo čisti dnevni graf. Uporabil bom orodje za krivulje, tukaj. In okoli zadnjega dogajanja bom narisal krivuljo. Tako. To je zgolj približek, ne moremo zajeti vsega. No, naslednji del je pa zdaj špekulacija, ker ne vemo, kako visoko bomo še šli, ampak dajmo špekulirati, da je to zdaj vrh in da se bomo začeli spuščati. Uporabil bom Fib retracement in ga povlekel od najnižje točke našega bullruna do najvišje tukaj odzgoraj. Tako, da bo jasno. In dajmo reči, da imamo korekcijo vse do 0,5 našega Fib retracementa. Lahko gremo tudi do 0,61, ampak ni važno, trenutno špekuliramo. Kar se nam izriše, je cup and handle. Tako. Oziroma skodelica z ročajem v slovenščini in to je zelo, zelo bullish vzorec. Ko prebijemo ročaj, ponavadi sledi silovit udarec navzgor. Ampak to smo zdaj špekulirali. Lahko gremo tukaj še višje in tudi če gremo višje, je velik potencial, da se ta vzorec izriše, le meritve moramo na novo narediti. To bo tudi vse za danes. Hvala, ker ste z mano prišli do konca videa. Dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. Kaj si mislite o današnji analizi? Se strinjate z njo ali ne strinjate z njo? Kaj si mislite o današnjem bullish vzorcu? Koliko možnosti mu dajete, da se dejansko izvede? Napišite mi kar vse spodaj pod komentarje in z veseljem podebatiram z vami. V naslednjem videu bo tudi ogromno zanimivih stvari. Od tega, kako si lahko pripravite svoj indikator križev smrti in zlatih križev, kot tudi malce drugačen pogled na trenutni bullrun, ki lahko morda celo napove, kje bomo imeli vrh pred korekcijo. Ne bo se ga splačalo zamuditi, zato se vpišite na kanal in nastavite obveščanje, da boste o njem takoj obveščeni. Nameravam ga urediti še ta teden, tako da se vidimo kmalu. Bodite pazljivi tam zunaj in imejte se fajn. Čau!